Torej, lep pozdrav na Brdo. Danes smo se zbrali ob predstavitvi seznama slovenske reprezentance za prihajajoči prijateljski tekmi proti Cipru doma in pa s Hrvaško v gosteh. Verjamem pa, da ste že opazili tudi nov dres slovenske reprezentance, o katerem bom nekaj več povedal malce kasneje. Zdaj je z mano namreč selektor Boštjan Cesar, ki bo povedal nekaj besed o prvem seznamu, o tokratnem seznamu. Lepo pozdravljen tudi iz moje strani. Pred vami je seznam za naslednje dve tekmi z Ciprom doma in Hrvaško v gosteh. V zadnjem obdobju smo spremljali vse igralce, tako da tudi na temelju tega sem se odločil za ta seznam. Zelo se veselim zbora, da spet vidim igralce, da se dobro pripravimo na treningih, da izkoristimo vsak trening, vsako minuto skupaj in da odigramo dobro naslednje dve tekmi. Če pogledamo tudi širše, normalno, to je priprava za septembrski termin, ki bo že kvalifikacijski v Ligi narodov, tako da moramo, kakor bom še enkrat ponovil, da moramo izkoristiti vsak trening, ker vemo, da v reprezentanci nimamo dosti časa, da se pripravljamo, tako da to je dober test in še enkrat se veselim naslednjega zbora. To je iz moje strani vse, tako da hvala lepa, gremo kar na vaša vprašanja. Jože, sekunda. Dober dan, gospod selektor. Začnimo kar pri Oblaku, z njim vse v redu, bo se pripravljen za nastop, ker je prejšnji akciji manjko. Ja, Jan je pripravljen, tako da nima večjih problemov in seveda bo prišel na zbor. Pa novi obrazi, Koren, zakaj on? Pa Tijana sem že nekaj časa normalno spremljal, kakor vse ostale igralce. Vemo, da ima zelo dobro sezono za sabo. Imel sem tudi privilegij v Mariboru ga spremljati vsak teden, kako raste iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz tekme v tekmo. Tako da, kakor sem že rekel, igral je fenomenalno v tej sezoni. Velik talent in jaz se želim samo, da bo zdrav in da napreduje, kot napreduje v zadnjem letu. Ester Sokler? Njega sem imel že tudi na vidiku, že ko sem bil pomočnik pri prejšnjemu selektorju, pri Matjažu, tako da že zadnje 2-3 leta dokazuje, da je v dobri formi. Nenazadnje je tudi dostikrat bil tudi v Momčadi Kola, tako da tudi on si zasluži, da ga vidim v živo. Sržan, kakor sem že prejšnji zbor rekel, bil bi že zraven v prejšnjem zboru, ampak z dogovorem selektorjem U21 reprezentance sem ga takrat pustil, da odigra kvalifikacijske tekme, tako da trenutno bo pa z nami. Igra prvega zvezdnika Šeška? Šeško je poškodovan. Že prejšnji zbor ni bil z nami, normalno, da ima probleme, tako da v tem trenutku je na prvem mestu zdravje in bi si želel in verjamem, da zdaj, ko je več časa, da bo tudi dokončno saniral to poškodbo. Še eno vprašanje o Tijanu Nalovi, in sicer 16 let je star, ne vem, če je kdaj že bil tako mlad igralec poklican, ne spomnim se, nimam zdaj številke, gotovo je najmlajši. Gotovo je najmlajši ni. Ste imeli kakršnekoli pomisleke glede na to, da je tako mlad, da že zdaj pride v reprezentanco? Nisem imel, vemo, da tudi prejšnji, če pogledamo tudi pri Šeško, to se stvari tako hitro razvile. Hvala Bogu, imam tudi dosti kontaktov po Evropi, da točno vem, kaj se z njimi dogaja, kako napreduje. Za mene, normalno, če lahko ena Španija z Jamalom pri 16 letih, pa ne
50 dni, da lahko igra za Španijo, pa se razvil v velikega igralca, tako da tudi jaz verjamem, da bo tudi Tijan lahko šel po tej poti, da bo pa čas pokazal. Rekli ste, da ste z njim delali v tistem letu v Mariboru. Slovenska javnost širša ga ne pozna, da lahko predstavite kot igralca. Dobro, to je talent, ki, dobro, vsaj v mojem obdobju ga nisem videl. Zelo direkten, zelo hiter igralec z nizkim težiščem, je pa res, da čita igro in osvaja prostor z veliko kvaliteto in tukaj vidim, da lahko na tem krilni poziciji lahko veliko da te reprezentanci. Ciper, naslednja tekma doma je edina v 4 prijateljskih. Kaj si želite na tej tekmi doseči? Morda priložnost za kakšne novosti, kakšne sveže ideje? Želim si, da napredujemo, da od prejšnjega zbora, da še dodamo nekaj stvari. Normalno prvo bom predstavil igralcem, kaj točno, takšnih stvari pričakujem od njih. Želel bi si sam, da so zdravi, da pridejo na zbor lačni in da probamo te dve tekmi res odigrati na visokem nivoju in da normalno to domačo tekmo pripeljemo v pozitiven rezultat. Rekli ste, da želite, da bi več pokazali kot na uvodnih 2 tekmah. Kje predvsem želite videti napredek? Da napredujemo. Normalno jaz se ne zadovoljim za majhnim, kot sem že rekel, po prvi tekmi 50 minut fenomenalnih, manjši padec in na zadnje nekaj individualnih napak, ki meni ne delajo problemov. V naslednji tekmi smo odigrali mogoče malo slabše v fazi obrambe, da smo dobili 2 gola. Na zadnje smo dali 3, tako da na vsakem segmentu in v fazi defenzive, v fazi ofenzive želim si še nekaj več, normalno, da pa igramo proti dobrim nasprotnikom, pa je tudi odvisno, koliko ti tudi oni dajo prostora. Sploh na prvi tekmi si želim, normalno, da pred domačim čisto, da se predstavimo v dobri luči. Hvala, naprej. Selektor, dober dan. Mislim, da je to tretji od zadnjih 4 zborov brez Benjamina Šeška, pa ne smete zameriti, če pride hiter občutek, da čeprav zelo nujno ni Benjamin nekako več v reprezentanci, je ta občutek napačen, oziroma bomo ga imeli samo za tiste zelo pomembne tekme, ali da lahko računamo, da bo Slovenija mu prva izbira? Pa jaz dobro poznam Benjamina, tako da tudi sem z njim v stiku, tako da tukaj ni nobenega problema, on si želi priti, ampak je res, da prejšnji zbor je bil odsoten, pa sem se mogoče želel, da bo tudi nekaj časa bil odsoten v Manchester Unitedu, ampak mislim, da je dosti hitro se vrnil po tej poškodbi, da je bil občutek, da bi mogel nekaj časa več biti odsoten. Sedaj pa, če igralec ni že mesec dni v tekmovalnem ritmu, nima smisla, da pride in da odigra na pol, tako da kaj se tiče Benjamina, on bi sigurno si želel, da je tukaj. Dejansko imate prav, prejšnje 2 ni potem spustil nobene tekme za United, tokrat pa je drugače. Ja, res je, te pravim, mi smo v kontaktu, normalno tudi z doktorsko službo Manchester United, da smo v kontaktu in za vse je boljše, da Benjamin se res počije, da res sanira to poškodbo, ker ni naivna. Vas razočarajo tele precej prazne naše klopi? Se vam zdi, da se javnost prehitro ohladi, oddalji, pa kaj je treba narediti, da bi se vse skupaj spet malce dvignili? Ne, normalno jaz gledam na igrišču, tako da vem, da je nogomet takšen, da rezultati delajo in atmosfero in kreiramo vse publiko, ampak ves verjamem, da bo tudi to precej hitro se vrnilo. Je Hrvaška kot nekakšno lokalno rivalstvo, to sosedsko priložnost za malce zažgati zadeve? Ni, mislim, kot vsaka tekma, normalno, da je sosedi so zmeram mogoče
ena stopnička več glede tega, ampak bolj kot to, da je Hrvaška, gledamo, vsaj jaz, normalno igralci, da igramo proti vrhunski reprezentanci, ki je na zadnjih 2 svetovnih prvenstvih dosegla izjemen rezultat in normalno to je še en dodaten plus za nas. Pa še ena zadeva, prvič ste tako kot selektor pospremljali razplet državnega prvenstva, kako bi nekako iz tega vašega zornega kota in prevlado Celja in precejšnje nizke točke Maribora, Olimpije kot 2 najbolj tradicionalnih velikanov, pa mogoče še kaj. Ja, v tem trenutku jaz tudi čestitam Celju na zasluženem osvojenem 3. prvenstvu, bili so dominantni, tako da normalno so pripeljali 5 krogov pred koncem sezone, so osvojili prvenstvo, tako da so bili favorizirani in pokazali največ. Jaz gledam igralce, normalno ne gledam klubov, ki so, kaj so, ampak igrišče govori in tukaj moramo tudi normalno še ostale, ne smemo pozabiti in Aluminij, ki je osvojil pokal in ostali in Koper in Bravo so dobro predstavili v celo prvenstvo, tako da majhen sprostaj je bil glede Olimpije in Maribora. Še eno vprašanje z moje strani in sicer sem se ravno spomnil glede Benjamina Šeška. To me zanima, kako se dogovarjate glede tega? Se pogovarjate direktno z igralcem samim? Vem, da je v interesu kluba, da pač se čim bolj spočije in da je čim bolj na voljo za klub in da se drugje ne troši, a prihaja tudi pritisk iz kluba. Kako te pogovori potekajo? Kaj se tiče nogometne reprezentance, ona dobi vse dokumente glede Benjamina ali pa od igralca nasploh, tako da mi pol odločimo z njihovimi doktorji, kaj je najboljše. Glede Benjamina je imel resno poškodbo že na prejšnjem zboru in normalno tudi ta danes še ni zaceljena. Tako da v dogovoru z našimi doktorji in doktorji v klubih. Še kakšno vprašanje? Drugače mi dovolite še nekaj besed o novem dresu, torej gre za skupen dres NZS in pa Nike, še vedno ostaja v središču Triglav, nekoliko osvežen pod Triglavom pa tista rdeče srce, ki je tudi torej edini rdeči element na dresu. Lahko rečemo, da naši fantje igrajo z srcem. Priimki in številke so tokrat prvič zapisane v pisavi Plečnik, gre za pisavo arhitekta Jožeta Plečnika. Prvič pa bomo videli dres 4. junija proti Cipru v Ljubljani in pa potem še na Hrvaškem. Že zdaj si ga pa lahko zagotovite v spletni trgovini NZS. Če ni več vprašanj, potem hvala lepa vsem in pa se vidimo naslednji teden na medijskih aktivnostih. Hvala lepa. Hvala.